Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, jaz sem nazaj. Z mano je gospod Zoran Đukić. Smem prositi, Zoran, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljen? Zoran Đukić, Stoja. Stoja. Bi rekel čas. Stoja nepremičnine. Predvsem Zoran Đukić Stoja. Predvsem me kličejo Stoja. Samo Stoja, nič drugega. Včasih sem bil Travolta, zdaj sem pa samo Stoja. Tako da v bistvu ta brand se je tako prijel na ta moje ime pa na mojo osebnost. In v bistvu se me to zdaj bolj drži kot vse, kar se me je včasih držal. Tako da sem v bistvu nepremičninski posrednik. Večina ljudi me pozna, mogoče tudi še kakšnih drugih medijev, in se ukvarjam s posredovanjem nepremičnin, z galerijo Stoja Art Collection Gallery, DCS, Diplomatic Corporate Services, imamo še en produkt, Real Estate TV, pa še kaj bi bilo, pa bomo mogoče še malo pustili. Ta Real Estate TV je bil tudi razlog, zakaj se je meni zdelo, da bi bil morda dober sogovornik, da spregovoriva o tej slovenski obsesiji z nepremičninami. Ja. A sem prav povedala, ali je to morda povsem običajen pojav, ki nima zveze z obsesijo, ali smo Slovenci vendarle malo specifični, ko začnemo razmišljati o zidovih? Ja, ni mit, da smo obsedeni. To je dejstvo. A veste, že skozi zgodovino, če greva se dotaknemo, moramo razmišljati malo za nazaj, da je to že nekako postavljeno bilo, da je bilo osnovno preživetje na zemlji. In zemlja in živina. Hiša, zemlja in živina. To je bilo osnovno preživetje našega kmeta 100 let nazaj. Se pravi, in to imamo mi v DNK-ju. Zdaj, če pogledamo naprej malo v socializem, v bivšo jugo, kako se je živela. Se pravi, vsi smo bili enaki, ampak smo imeli vsi neka stanovanja, malo Štepanc, malo ne vem in tako, ampak bili so posebni oni starši, ki so imeli hišo na morju, vikend v Kranjski Gori, oni so bili pa posebni. Že takrat smo se malo začeli deliti. Po osamosvojitvi je pa to sploh s tem novim sistemom, kapitalizem, liberalizem in to, udarili še toliko bolj ven, da bi rekel, da nažalost več imaš, več veljaš, in se pravi, to se kaže tudi na nepremičninskem delu, kjer se pač, bi rekel, neka osnovna človekova potreba je itak nepremičnina, se pravi, brez tega ni življenja, tako kot ni obleka pa hrana, ampak se mi zdi, da v našem slovenskem prostoru, ali pa bi rekel širši regiji Alpe Adria, to tudi že nekako je en del varnosti, stabilnosti in bi skoraj rekel že malo dostojanstva. Dostojanstva. Celo to, ja. Statusni simbol, namreč dejstvo je, da marsikakšen strokovnjak za investiranje meni, da so druge oblike investiranja, ki so bolj donosne kot nepremičnine. Kaj je Slovenci, da tako zelo radi investiramo v nepremičnine in da smo tako zelo neodprti do drugih oblik investiranja? To je več točk, ki jih lahko mogoče malo pokomentiram. Prva točka je ta naša življenjska izkušnja. Recimo 1990 smo imeli tam en kup enih inflacij, transformacij, propadov bank, NKBM delnic, ki so pač propadli, Luka Koper je šla 100 na 30. En kup enih finančnih res neljubih dogodkov, poleg finančne krize 2008. In veste, bi rekel, da to je en ta del slovenske izkušnje. Vsi smo šli kupiti NKBM delnice, vsi smo zgubili. Vsi smo kupili Luko, smo zgubili. Vse zdaj se je popravilo, nič hudega. In ta izkušnja naša, veste, pa propade banka, pa inflacija ti poje sploh v starih časih. Veste, in potem ta denar, kako ga boš investiral? Najlažje ga boš dal v nepremičnino, zemljišče ali zlato. To so ti tri svete krave v Sloveniji. In če pogledamo našo pismenost, osnovno, se pravi, kdo pa je v sistemu šolskem poskrbel, da jaz se v osnovni šoli učim o delnicah, o investiranju, in v srednji šoli, recimo, malo smo se dotaknili, mogoče na ekonomski šoli, ampak v osnovi, veste, vsak se uči za to, keramičar za keramiko, farmacevt za farmacijo, na to nas ni noben pripravil, na to pismenost. To bi mogel biti šolski sistem,
je tudi mogoče en del tega, da smo vsi zaljubljeni v te nepremičnine, se pravi ta zgodovina, da živiš od zemlje in na zemlji, ta zgodovina izkušenj skozi pač neke slabe, bi rekel, investicijske možnosti, ki so bile na našem teritoriju, ne, kjer smo se ustrašili pa zgubili, in seveda potem pa tudi ta občutek, kar sem prej povedal, da moraš nekaj svojega imeti, to imamo pa že v genih. Ne. Ta občutek, da moramo živeti v lastni nepremičnini. Jaz ne vem, ali živimo v nekem milnem mehurčku, ampak jaz po svetu tega ne vidim. Na Dunaju, denimo, moji kolegi odvetniki nimajo nobene težave povedati, da z družino živijo v najemniškem stanovanju. Na Nizozemskem prav tako ne. Kaj je v Sloveniji, da si loser, če pri, ne vem, 35 nimaš svoje nepremičnine, še boljše svoje hiše? Ja, veste kaj, sistemi so zelo različni. Ne. Če pogledamo te države, ki ste jih navedla, ne, in če pogledamo recimo A tudi Setikava ali Setikava? Setikava, Setikava. ki si jih navedla, Ok, hvala. se pravi, če pogledamo mogoče tudi malo širše, recimo, bi rekel, da je sama miselnost tam dosti bolj, tudi življenje je nomadsko. Življenje, ne pripadaš kraju, kjer si rojen, ampak pripadaš svetu. Bolj je zahodni svet razvit, večja je fluktuacija, bolj jemlješ službo danes v tem mestu, jutri v tem mestu, a ne. Pri nas v eni vasi se rodiš, v eni vasi umreš. In iz iste vasi lahko hodiš tudi na drug konec Slovenije v službo. Konec koncev. Recimo, že to je Samo v Ljubljano. že to pri nas je, ta migracija je zelo zanimiva, da se vsi tega izogibamo. Pa imamo to migracijo, ne, tudi dnevno iz mest, iz Celja v Ljubljano pa tako. Ampak generalno govorim, naša miselnost je, kjer si se rodil, tukaj pripadaš, tukaj umreš. V tujini je to malo drugače. Se pravi, ta nomad style, a ne, ki ga imajo tujci, ne. In oni se ne vežejo toliko na niti na lokacijo, niti na nepremičnino. Oni se vežejo bolj na experience, pa bolj na bi rekel, na neko službo, ki jo imajo. Zdaj ta digitalni nomadizem, ki ga zdaj imamo, bo pa popolnoma pol še, recimo bi rekel, spremenil način bivanja, da bo v bistvu stanovanje res rent kot avto, ne. Malo te miselnosti morda v zadnjem času razblinjajo novi projekti. Gospod Boscarol, denimo, ko pravi, dajmo prilagoditi nepremičnine temu, kar zares rabimo, pa on govori o nekih, obstaja celo neki izraz za ta stanovanja, kjer si ti samo čez teden in kjer noter ne kuhaš in kjer potem čez vikend. A je to nekaj, kar v Sloveniji lahko funkcionira? Je to nekaj, kar bi morda rabili? Sama ideja, mogoče gospoda Boscarola zelo spoštujem, res kapo dol. Vendar je treba nepremičninski trg podrobno spoznati. Ideje, ki so implementirane na zahodu, tudi pri nas ne delujejo v osnovi že na luksuzu, tam, kaj je denar, ne delujejo. Bom dal primer. Imaš recimo zahtevno sosesko, zgradiš full luksus in vratar košta 3000 evrov na mesec, ga noben noče plačati v tej stavbi, čeprav imajo vsi milijone. Mi smo najbolj značilni, da želimo imeti luksus, ki pri nas ne obstaja, ga bom pol pojasnil, zakaj ne obstaja. In noben noče plačati. Vsi bi imeli bazen, noben ga noče plačati. Ne? In tle imamo mi ta problem. Zdaj, spreminjati mentaliteto ljudi, recimo ta primer, da se ne kuha, to je zelo težko, ker pri nas ljudje niti niso toliko bogati, da bojo skozi odzunaj jedli, niti ni tak tempo, pri nas se dela 8 ur, zakonodaja imamo delovno 40 ur, pa so pa ljudje frej. Mi smo mi, a veste, sužnji kariere, kot v tujini, in potem ne kuhamo. Valjda, če mi živimo v drugačnem okolju, to jaz kot investitor si ne bi nikoli privoščil. Bi pa razmišljal definitivno bi pa razmišljal o novih, recimo, soseskah, ki so recimo kot neki kampusi. Kampus za starejše. To je recimo ena stvar, ampak ni varovana stanovanja, ki so bila pri nas, pa ni nič od teh varovanih stanovanj. Pravo varovana stanovanja, bi rekel, res se gradijo zdaj tudi, ampak recimo dr. Bitenc, mi smo zdaj prodali prava varovana stanovanja nad zdravstvenim centrom njegovim, z gumom direktno povezano. To je zame pravo varovano stanovanje, ne. So pa tudi druga varovana. Govorimo o enem kampusu, kjer so stanovalci, živijo v tem stilu in imajo tam tak facility. Svoj tretje življenjsko obdobje. Tako, in tam živijo na tak način in so stanovanja temu prilagojena. Imamo študentski kampus. Manjka pa ena
recimo produkt, ki bi ga mogoče tudi s gospodom lahko debatirala, pa z vami, se pravi, kako narediti stanovanjsko naselje na cenejši lokaciji, z normalnimi materiali, ne predragimi, z manjšimi kvadraturami, z zadostnim številom sob, kar se da, kar jaz že razvijam in tudi na tem delam, se pravi, kjer bi imel tipa facility dodatne prostore. Torej, živim v 3-sobnem ali 2-sobnem stanovanju 50 kvadratov, 40 dvosobnem ali 3-sobnem 60. Zelo majhne sobce, ampak ko pridem dol, imam pa ogromno dnevno sobo skupno, sprejemnico, fitness, pisarno, working room in svoje stranke spremenjen party room. In pol jaz ne rabim, imam potem manjše stanovanje, to manjka, to če je mislil razvijati, to manjka. Okay, ampak to pomeni, da bo čisto vsak sosed videl, kdo k meni prihaja na žurke, da bo čisto vsak videl, s kom imam jaz sestanke? Jaz mislim, da ta zasebnost si jo vsak vodi, kakor si jo želi. Ne? Jaz sem recimo v tem delu zelo odprta. Jaz nimam nobenih težav, da potem tistega soseda, ki tam še povabim zraven. A veste, mi tlele, ki smo delali pri Bitencu, Carpe Diem, je tam ena krasna sprejemnica, krasni nabiralniki so, veste, concierge, aplikacija, da si vse naročiš in potem ena soba z šankom, s televizijo, s kavčem, veste, tudi za druženje med temi ljudmi, ki so. Da si nismo sam sosedi v tem bloku, prijem v lift pa, ne vem, imam tak občutek, da ljudje gledajo stran eno drugega, razen če se res poznamo. Oziroma po 10 letih ne vemo nič razen kakšna oblačila nosiš. Živimo en njim drugega. Tako da se mi zdi, da ta bivanje, kohabitacija, se mi zdi, da to je prihodnost. In to na Dunaju imamo. To si greste lahko pogledati. Veste. In tudi ta veliki sistemi se temu prilagajajo. Tako da jaz mislim, da pri nas je glavni problem, da mi gradimo socialna stanovanja. Zakaj mi moramo graditi socialna stanovanja? Kaj s tem dosežemo? Mi delamo geta. To čez čas so geta, veste, če so socialna stanovanja. Jaz sem prodajal za DUTB Celovške dvore, pa smo imeli noter del socialnih stanovalcev. In mi, ko smo prodali zunanjim, smo razbili ta mit. Ni več, takrat je bil, zdaj pa ni več. Nam v bistvu manjkajo stanovanja in taki produkti, kot sem jih navedel, projekti, kjer bomo mi zagotovili prvo streho nad glavo mladim ljudem in s tem preprečili migracijo. Ne, da bojo samo socialni problemi v enem naselju, ampak tudi mlada arhitekt, mlada medicinska sestra, mlada doktorica. A veste, in potem se tle splete eno čarobno bivanje. Ne? Tukaj moram dodati, ker je v bistvu ta pogovor, ki ga imava midva že drugi danes, v današnjem dnevu, kjer je nekdo opozarjal na to, kako zelo je zaradi časa, v katerem živimo, zaradi digitalne dobe, zaradi umetne inteligence pomembno, da se ljudje med seboj povezujemo. Da bo to na ravni nevronov postalo tako zelo pomembno, da bo brez tega, zaradi osamljenosti, umrlo več ljudi, kot jih bo umrlo od alkohola in od nikotina skupaj. Tako da samo dodajam, kar sem danes slišala pri drugem viru, da je, koliko zelo je to pomembno. Brez tega mi ne bomo preživeli na dolgi rok v tej digitalni dobi. Absolutno socialno življenje je del osnovne formule zdravja. Osnovna formula zdravja smo videli v covidu, ko smo bili zaprti, kako je bilo, ko se nismo smeli družiti. Veste, vsi smo imeli težave. Eni več, eni manj. Jaz sem se malo švercel, sem hodil malo na Rožnik, pa sem imel tisto dovoljenje, ker sem imel na morju hišo, pa sem imel tisto potrdilo, da grem pokositi pa to. Ampak dejansko to je, če vidimo japonsko populacijo, upadanja natalitete, pa njihovega načina življenja, prav posebno ime, naziv imajo te ljudje, ki ne izstopajo iz svojih prostorov, živijo noter, so zaprti in kako se z njimi res negativno dogaja v smislu in psihologije in potem Korejci, ker je že druga generacija, ki je digitalna generacija in ima dejansko že spremenjene možgane, vidno že na MR-u. Zakaj luksuz pri nas ne obstaja? Ja, to jaz skozi govorim. Zdaj, lahko mi kdo to zameri, ampak večina se pa z mano strinjam. Luksuz pri nas se nikoli niti ni razvil. Veste, luksuz na nepremičnina, pa luksuzna hiša pri nas ne obstaja. To je osebni projekt.
To ljudje zgradijo za sebe, za svojo družino, to ne gre na trg. In potem včasih pride na trg. Veste. To ni, da bi mi imeli strukturiranje, planirano gradnjo luksuza za trg. To sploh ne obstaja. Vse se naziva luksuz, kar sploh ni. Luksuz je, bom povedal, en širši ekosistem, bi rekel, večjih dejavnikov, ki sestavljajo luksuzno okolje. To pa je vsebina, ki jo mi imamo, ampak ne na tem nivoju. A veste, mi nimamo Jennifer Lopez vsak vikend, mi nimamo Michelinovih star, razen mogoče čast eno ali pa dve, vsi smo jih vrnili nazaj. Ne? Nimamo, bi rekel, teh luksuznih dobrin, ki jih zahtevajo, pa jih bom imenoval razni Louis Vuitton, Hermès in to. A veste, nimamo mogoče niti health, spa in beauty razvit, ki je longevity, zdaj filozofija življenja, ne, bogatašev, kako živeti zdravo pa na daljši rok. Nimamo niti bazenov, nimamo niti spajev, nimamo savn. Ne jih imamo, ampak ne na tem nivoju, pa ne na način klubov. A veste, ekskluzivni klub, ne, tudi biznis klub. Ne. Tako da bi rekel, da to sestavlja potrebo za življenje bogataša. In potem, seveda, če pa to imamo, potem pa on zahteva kvadraturo, lokacijo, ergonomijo tega prostora, tako, in on zahteva potem, a veste, stvari, ki jih pa mi ne nudimo na našem trgu, niti bi rekel, veste, ne more biti luksuzna hiša na 800 kvadratnih metrov. Ne gre, kvadratnih metrov parcele. A veste, ne more biti luksuzna hiša 200 kvadratnih metrov. Ne gre. Kar pa potem mi imamo? Vse to, kar mi danes dojemamo kot luksuzno lokacijo, luksuzno stanovanje v centru Ljubljane, kaj pa potem to je? Jaz sem delal primerjav luksuza svetovnega, na svetovni sceni z našim. Ne? Kaj mi imamo? Mi imamo pa veliko drugih stvari boljših kot oni, ki imajo luksus. To pa tudi lahko povem. Ne? Mi imamo seveda 80-90% gozda na našem teritoriju, naša lokacija Slovenije, če zapičeš šestilo v Evropo, mi smo na sami sredini, ne? Evrope okrožiš okrog in okrog, mi smo sredina Evrope. Ne? Tako, kaj še imamo? Mi imamo pitno vodo iz pipe. Ne? Vem, da je to mogoče neka floskula, pa že malo zlajnana, ampak mi imamo dober zrak, relativno, ne samo v mestih, ampak po vaseh, po nekih okoljih, ki bi rekel, kmetijskem delu, a veste, naših gorah, Kranjska gora, morje, a veste, ne glejmo zdaj onesnaženost Ljubljane. Okay. Ampak če pogledamo širše, ne, mi imamo sigurno kakšne anomalije s kakšnimi odpadki, ampak generalno, a veste, naše življenje je tukaj mirno. To je to bistvena razlika. Jaz bi rekel, da luksuz je tudi mir. Vse si ga konec koncev bogataši kupujejo. Vse Beverly Hills je na hribu, vse ni v centru mesta. A veste, luksuz je dodana vrednost na stanovanju, ki bi zdaj rekel zdravega bivanja. Tle bi se mogoče dotaknil pa zdaj ene zelo pomembne stvari, ki je na našem trgu nepremičniškem še rahlo neznana, pa se bom navezal na to zdravo hišo. Nova direktiva Evropske skupnosti 1275-2024, se pravi energetske učinkovitosti stavb, ki jo moramo prenesti na naše države evropske v 24 mesecih, govori ravno o tem, kar bogataši že delajo zase. Se pravi, govori o podaljšanem certifikatu razširjenem EPC++, ki pa ne zagotavlja samo energetske učinkovitosti, ampak tudi zdravje bivanja v hiši. Kakšno je bivanje v hiši? To pa pomeni letni ogljični odtis, potem pa pomeni PM-delci, 2,5 vsebnost PM-delcev v prostoru, osvetlitev dnevne svetlobe, število svetlih ur v prostoru. To bo vse sestavni del tega certifikata skupaj, ki bo tvoril TCO, Total Cost of Living. In noben se ne ukvarja s tem, niti investitorji, niti nepremičninske agencije, nihče. A pojasniš, kaj to v praksi pomeni? Zdaj, jaz sem slišala, sem si sproti prevajala te strokovne izraze, a to pomeni rekuperacija, velika okna, kvalitetna razsvetljava, toplotne črpalke? Ne vem. Bravo, bom razložil. Ne? Eno energetska učinkovitost s tem, kar si naštela, toplotni ovoj, boljša okna, ne, se pravi, tudi montiranje okna, se pravi, vse, kar vemo, kako prišparamo energijo. Materiali, ki šparajo energijo. Ampak, nismo pa imeli do zdaj merjenja PM-delcev v prostoru, koliko čist zrak imamo.
Torej, pametne inštalacije bojo sestavni del certifikata. V kakšnem nivoju, v kakšni stopnji imaš ti pametne inštalacije. Rekuperacija za čiščenje zraka in sama svetloba. A veste, delajo se stanovanja brez svetlobe. Ne? Se pri nas imamo določene standarde, koliko svetlobe mora biti, ampak tukaj se bo pa merilo, koliko jo dejansko je. In ta pametna hiša, ta pametno stanovanje bo nova valuta na trgu. To noben ne ve. In ti stroški se bojo obračunavali posebej, obračunani skupaj, a ne, in razdeljeni. Toliko pa ima delcev, se pravi, ko bom jaz dal oglas za nepremičnino, bom mogel navesti. To še noben ne dela, ne? Ker še direktiva ni prenesena. Ne? In a veste, to so stvari, s katerimi se bomo ukvarjali. A je pa zelo zanimivo, ko sem se poglobil v to, ne, jaz sem tudi neke ideje, kako nova stanovanja narediti, pa tudi na health and spa, ne, wellness, well-being, ne. Se pravi, je že sama evropska direktiva te pelje k temu, ne, kar je zelo dobro. In zdrava hiša bo ta prava valuta. In na stari nepremičnini, ki jih bomo mogli prilagoditi, bomo mogli vložiti recimo najmanj 5% do 8-12% investicije. Ampak s tem bomo pa dvignili vrednost nepremičnine. V bodoče. Tudi za 20%, tudi 15% se bo dvignila najemnina, ne? In v bistvu bo hiša dobila en value, drugačen value. Tako da to nas še vse čaka. Ampak zdaj smo v bistvu navidezno, se meni zdi, da pravzaprav so se ponovno kar sama vrnila k dvema nezdružljivima zadevama. Ne? Po eni strani imamo malo zdravo hišo, in si že sam omenil, da to pomeni kvalitetnejši materiali. Po drugi strani smo prej govorila, da če želimo graditi dostopna stanovanja, materiali ne rabijo biti dragi. Kako gre to dvoje sploh skupaj? Oziroma, a se da zgraditi zdravo hišo z nekimi normalnimi materiali? Da. Da. Da se. Zato, ker ne moramo kupovati, a veste, za nižjo ceno najdražjo lokacijo. Se pravi, da se zgraditi, ker vstopna cena zemljišča mora biti nižja. Potem pa tudi, a veste, ko gradimo, je treba dobro sprojektirati. Mi smo eno stavbo preprojektirali po enem arhitektu in smo pridobili 400 kvadratov samo na hodnikih, a veste. Tako da, veste, jaz bi tle rekel, da sama arhitektura bo prišparala, samo zemljišče bo prišparalo, a ne, in tudi materiali, a veste, ne smejo biti luksuzni. Predvsem morajo biti svetlobno dobro splaniranje, a ne. A veste, sama rekuperacija, ki bo čistila delce, ni draga. A veste, in če se že postavljajo te stvari v osnovi na začetku pravilno, to ne bo drag produkt, samo bo pravilno zastavljen. In a veste, mi vsi prodajamo isto na našem trgu. Jaz sem tudi investitor, sem v skupini investitorjev, kjer gradimo, ima manjši share, zgradimo, prodamo. Super, delamo, probamo napolniti, kakor se da. Zelo težko je, birokracija je zelo težka, a veste, sosedi razni civilne iniciative nas omejujejo, da bi mi zadostili čim večje število na trgu. Težko je, ne? Ampak, a veste, bi pa rekel, da še vedno nimamo posluha, ali pa za mene nimajo vsi posluha, kaj pomeni to zdravo bivanje, o katerem sem prej govoril, in da bi naredili produkt na slovenskem trgu tudi za višji razred, z bazenom, z sobo za goste, z savno. Jaz pa vem, imam že idejo in tudi načrt, kako to narediti z nizkimi stroški, ki jih Slovenc noče plačati. Imel bi bazen, pa ga nočem plačati. No, ta produkt razvijam. Imel bi bazen, pa ga nočemo plačati. Tako je. Enkrat mi je ena državna odvetnica tik pred koncem svoje kariere rekla, razvpita sicer Slovenka, zelo je velikokrat kaj povedala komu nazaj. Tukaj smo imeli en klub pod našimi pisarnami, ki je bil VIP klub nekaj časa. In ona rekla, tole bo zaprl v 3 mesecih. Ker VIP-ovci v Sloveniji mislijo, da če so VIP-ovci, pomeni, da bo imel vse zastonj. Ti ne moreš imeti kluba, ki bo delal na VIP-u, ker VIP-a noče nihče plačati. In to je zdaj nekaj podobnega, kar si ti rekel. Imel bi pa zem, pa ga nočemo plačati. Imel bi varnostnika, imel bi varovano, oziroma kako naj temu rečem, 24/7 sosesko, ampak to je treba plačati. Dam primere, lejte. Dam Vilo Urbano, a veste, tam je en gospod, ki sedi, pa pogledate recimo Schellenburge, so visoki stroški, kad en gospod sedi, od Mišiča, Gašparja in super projekt v Portorožu, a veste, tam so imeli tudi konsjerž, pa to pa so ga ukinili zaradi tega, ker noče noben plačati, ne. In recimo, če pogledate od gospoda Jarca, ki Murgle zelo veliko gradil, ne, on je naredil en velik bazen, sicer mogoče prevelik za to, ampak veste, ga je mogel oddeliti pa posebej prodati, ne. To ne gre.
Jaz sem sicer sodeloval na enem projektu, ki bo nekaj prinesel tazga, ampak niso razdelali čisto do konca na način, kot imam jaz v glavi. In jaz v bistvu, kaj želim spremeniti? Želim spremeniti, da bi lahko z dobrim planiranjem investitor lahko zagotovil določene prostore v tej kvadraturi, ki bi bila malo priračunana pri ceni, da ljudje imajo bazen, da ljudje imajo, to se zelo pametno da narediti, če se ne izgublja po hodnikih in tako ne. In sama doba, v kateri živimo, dovoljuje digitalizacijo, avtomatizacijo teh procesov in bazena, in savne, in fitnesa. Tako da treba je to zdaj združiti skupaj, upoštevati novo direktivo in jaz mislim, da ti naši investitorji, ki se z mano tudi o tem pogovarjajo in to planirajo, vse bolj razumejo. Ker starimi projekti pa starimi produkti boste zamudili sploh evropsko direktivo. Se boste vse zamudili, se bojo stanovanja spet stara. Ne bojo dosegala tega certifikata. To bo čez 2 leti. Okay. Zdaj, glede na to, da si tudi sam investitor, kako prisiliti, prav gotovo ni dober izraz, ampak kako prepričati investitorja, da bi gradil stanovanja, kjer dobiček pri prodaji ni absolutno merilo. Kajti, če je dobiček pri prodaji absolutno merilo, potem želiš zgraditi poceni, tako da pač na nek način zgleda, ko prodajaš, potem pa iz tega dobiti čim več in potem te več absolutno ne zanima, kaj se s temi stanovanji dogaja čez 2-3 leta, da ne bom rekla, kaj v času solidnosti gradnje 10 let. Res. Mi imamo tudi problem tudi s kakšnimi napakami, ki se pojavijo, kakšna naknadna voda. Kje jih pa nimamo? A veste, to je treba biti pošten pa povedati. Ni objekta, da nima napaka. Zdaj nekaterih imajo več. Kako je način, kako se odpravljajo, to je drug način. Ampak vseeno, jaz mislim, da dejansko investitorji lahko, veste, problem je, da je ves sistem v Sloveniji drag. Zemljišče je najdražje, papirji so dragi, komunalni prispevki je drag, veste. Nekaj časa nazaj smo imeli železo, beton, pa se veste, cene take, da zdaj se to malo umirilo. Ampak dejansko je pa meni tudi žal, da je Excel vedno gonilo. Excel tabela je gonilo tega projekta. Veste, jaz zato iščem in se tudi pogovarjam z večjimi investitorji, kjer bi naredili, da je gonilo Excel, seveda, normalno, ampak bi naredili tudi brand, pa produkt, ki bi šel iz projekta v projekt, kjer bi ljudje potem šli z nami naprej, vse projekte in bi se nam to na dolgi rok zelo bolj poplačali, kot kratkotrajno graditi navadna stanovanja. Če bi ti moral dati zdajle en nasvet nekomu, ki razmišlja o nakupu nepremičnine za svojo družino. Denimo, da smo stari, koliko rečeva, da ne bom jaz v svojem umilnemu mehurčku rekla neumnosti, 35 let, in da se nam zdi, da je čas, da postanemo lastniki nepremičnine. Kaj je dober projekt? Prvo poznati svoje želje. Kaj to pomeni? Prvo moraš poznati svoje želje in razmišljati predvsem o svojih potrebah. In kupovati nepremičnino ne kot produkt, ampak kot potrebo, izpolnitev svojih potreb, svojih želja, svojega življenjskega stila. Se pravi, zelo enostavno je. Pač zakaj siliti v center mesta, če pol otroke peleš rad, mogoče malo v naravo in to. Zakaj pa siliti na vas, če veš, da si mestni človek? To je prvo tisto osnovno, moj nasvet osnovni. Da ne fališ, ker kaj se ti dogaja? Najbolj pomembno je, da stanovanje izpolnjuje tvoje osnovne želje. Če se le da. Ampak to pa lahko, ne. Se pravi, imamo za 200 tisoč evrov hišo na Zaplani, majhno hiško, ali pa imamo 200 tisoč evrov v mestu malo dvosobno stanovanje, ki ga že ni več, zdaj garsonjera, ampak govorim pa 250 pa 300, ne. Pa imamo 300 tisoč malo hiško na Zaplani, pa imamo 300 tisoč malo stanovance. Se pravi, mestni človek ne gre v mesto, človek, ki ljubi naravo, ne gre v to hiško. To je ta osnova, ki bi jo jaz vedno. Pol pa te možnosti nam pa dovoljujejo, nažalost, ali ne dovoljujejo tega. Ampak če se jaz zdaj preselim v eno hišo na Zaplano, ki bi uresničevala moje potrebe, življenjski stil,
se moram jaz vsak dan pripeljati v Ljubljano in bom izgubila na cesti 1 uro, tja in nazaj najmanj. A je potem zaplana še vedno Je. opcija? Je, zato ker določene družine hočejo živeti to pravo zdravo življenje. In se peljejo, in jim to ni problem, cela tujina se vozi, ne. In se peljejo, ampak potem, ko pridejo domov, pa imajo ta košček svoje oaze, ta raj, se pravi, pol pa imajo tisto lep pravo življenje, ki gre otrok ven na travo, v pesek, ne pa iz bloka na pločnik in ne bom rekel, a veste, da ima kakšne možnosti, kaj bo postal slabega, ampak večje možnosti je, da otrok postane narkoman na pločniku v centru mesta, ki to gleda, ki se v parku špikajo, kakor na vasi, ki bo tam kmeta gledal, ko obrezuje, pa z otroci laufu za kokošmi, ne. A je tako? Verjetno. Mislim, Upam. govorim, ne, saj mi nimamo takih ekstremov, ampak govorim, na splošno sem dal ta primer in dosti ljudi se odloča tudi za zdravo življenje ven, na račun pač neke vožnje, a ne. Kar je pa je normalno. A veste, to je normalno, glejte, ljudje živijo na Bledu. Zakaj ljudje živijo na Bledu, pa se vozijo v Ljubljano? Ker je lepo. Zdravo, lepo, noro, ne. Tako da to so neke stvari, se pravi, vse pa je res povezano na žalost s financami, s sistemom, v katerem živimo. A je slovenski način kupovanja nepremičnin, to je pridobiti kredit pri banki, kupiti nepremičnino in se zakreditirati do konca življenja, za nas primeren način ali je morda kakšen trik, kaj bi bilo morda boljše, lažje ali pa bolj inovativno? Ja, definitivno jaz sem pristaš nakupa, jaz sem proti najemu, jaz sem pristaš nakupa, ker to vedno govorim povsod, da ta svoboda v svojem stanovanju, neodvisnost, veš, najemodajalec te po enem letu vrže ven, ne smeš nič spreminjati, omejen si, a imaš psa ali imaš otroka, še otroka ne smeš imeti, boš, da imaš mačko, ne. In ne smeš obesiti ene svoje slike in plačuješ nekomu. Pa boš, da vzameš kredit, pa plačuješ banke obresti, pa te vsaj noben ne bo vrgel ven, če ne boš mogel kredita plačevati, pa boš prodal, pa boš poplačal banko, pa to razliko vzel, pa boš imel vsaj nekaj. A ne? Da o nekem svojem domu, čustvih o svojem domu sploh ne bi razlagal, kako je to fajn, ne. Ko ti malo tudi opremljaš, pa ne. Se bom navezala še na neki Ja. umetnost in dom. Torej, zdajle je že ta drugič, da si omenil slike, umetnost. Kako pa je to dvoje združljivo? To je, jaz sem pač to umetnost pač not padel, ne, tako kot sem že parkrat rekel, in sem velik zbiratelj, ljubitelj, ne velik ljubitelj, pa zbiratelj, so še večji zbiratelji od mene. In umetnost ti v bistvu ta dom okrasi, če bi rekel, da je neka enostavna umetnost, da dekorira in oplemeniti, oživi z umetnostjo pravo. Ker v tem prostoru več nisi sam. In ta dekoriranje z umetnostjo pusti osebni pečat in pokaže del tvoje duše na stenah. In šele takrat stanovanje postane tvoj pečat, tvoj duh, tvoja oaza, ko ti daš noter art. Pa tudi, če sam sliko narišeš, vse. A ne? Ampak takrat z originalnim artom ti začutiš šele pravo bivanje. In dokler nimaš ta pravega arta, niti ne veš, kaj ti manjka v življenju. Jaz se s tem zelo strinjam. To bi rada povedala. Recimo, no. Mislim, slike ta prave vibrirajo, imajo svojo resonanco, svojo energijo, one se spreminjajo, vsakič nekaj novega noter najdeš, a veste, sence, kontrasti, a veste, ko ti daš nek kip, pa ko pade na njega svetloba, on da neko senco, on da neko grafiko, a veste, to je meni magic. Jaz rečem, da je to magic. Ne rad pa biti draga umetnost. Ne? Jaz sem pač pristaš tuje naših umetnikov, seveda, in ki jih tudi imam v zbirki, ampak predvsem tujih umetnikov, ker so tudi investicijsko zelo zanimivi. In investiram v contemporary art, American, German, nemški, ameriški, da nam preveč v tujih izrazih govoril. In sem pač spoznal ta svet po raznih svetovnih sejmih, art fairih, in sem videl, da to je tudi bogataši investirajo vsaj 15% denarja v art. Mladi baby boomerji, mladi menedžerji na tujini pa že 30% investirajo v art. V emerging artist, ampak tudi v established artist. Blue chipe, ki so že, bi rekel,
zelo uveljavljeni in so v vseh zasebnih in javnih zbirkah, to delam jaz. Kupujem samo to, kar je v zasebnih javnih zbirkah, kar je že na sekundarnem marketu, kar je top. Se pravi, ni hype, danes pride en je popularen, raste cena, vsi ga hočemo zato, ker je pač zanimiv, pa lep, pa lušten za pogled, ampak mogoče tudi druga umetnost, ki je zgodovinsko potrjena v muzejih, in to je tisto, kar je res na steni dela. Jaz se s tem zelo lahko poistovetim. V z možem prihajava ta vikend iz Artisime v Torinu in lahko sem povem, da sta bili to trije zelo lepi dnevi mojega življenja. Veliko so mi dali in preprosto je res nekaj, kar težko opišem, vse besede so odveč, ampak zares je to pomembno. Če se pogovarjava o tem, kaj kot investitorji bi lahko v bodoče še naredili. V nekih tvojih intervjujih sem zasledila idejo denimo o javno-zasebnem partnerstvu. Kaj še bi bilo morda potrebno razmisliti pri nas, da bi šli iz teh okvirov, gradijo nekdo, ki ima denar, zgradi poceni, čim bolj proda, ima čim več dobička in se ne zanima več, kakšna je kvaliteta bivanja. Ja, javno-zasebno partnerstvo je avtocesta do stanovanj. Zakaj? Država sama se trudi. Moramo reči, zdaj lahko kritiziramo vsega, pa vse, mene isto, pa vas isto. Ne? Ampak država se trudi na nekem področju, da bi zagotavljala. Dogajajo se stvari, ki bojo zagotavljalo število stanovanj. Ali so obljubili ali niso, pa to jaz se v to ne bom spuščal, ker nisem politik. Ampak, se pravi, javno, vidite, ima težave. Samo zasebno ima tudi težave z birokracijo. Javno-zasebno, to pa pomeni dva svetova združena. Svet, ki ima zemljišča, država, svet, ki ima aparaturo, birokracijo, ki dovoljuje gradnjo, občine, seveda, moramo iti zraven, isto občinska zemlja, občinske soglasja, in potem mi zasebniki, ki pa imamo mogoče kapital in imamo znanje, resurse, operativo. Ne? Če to dvoje združiš, dobiš avtocesto do stanovanja. Vsak za sebe, mi se matramo, država se matra. Ne? Tako da tukaj bi bilo še veliko stvari mogoče zapovedati danes, ne vem, koliko malo časa. Verjetno bi bilo sicer treba za to spremeniti zakon. Tudi. Nažalost, ker se ukvarjam s tem področjem, vem, da v tem trenutku zdaj bi nam manjkal tisti interes, da bi sploh utemeljili javno-zasebno partnerstvo. Ampak zelo majhna pot je do tega, da pač zakon o javno-zasebnem partnerstvu spremenimo. Morda pobuda in delati na tem. Absolutno da. Mi smo imeli tudi nepremičninsko konferenco na Delu, ko sem jo jaz delal s poslovnim centrom Delo, kjer smo imeli tudi ministra Maljevca, pa iz ekipe, a ne smo imeli direktorja stanovanjskega sklada, gospoda Remca, smo imeli res župan in res en kup ene srednje strokovne in smo to tam debatirali, veste, sej interes je, ne. Sam mislim, da nekako ni še toliko hudo. Čeprav jaz mislim, da je. Kaj pomeni, da bo hudo? Oziroma, kdaj bo toliko zelo hudo, da bomo lahko rekli, da je pa res hudo? Ja, te cene že kažejo na to, da je hudo, ne. Veste, če bi bilo ful stanovanj praznih, pa zgrajenih, pa te cene ne bi bile take, tako. Ne? Se pravi, je že dosti trg zahteven, da ne bo preveč dramatična, da bi rekla hudo, ampak je zelo težko, prvi nakup je res problematičen. Ne? Jaz se res želim približati vsi mislijo, da mi nepremičnine nabijamo cene, nepremičninarja. Ne? Mi ne nabijamo cene, ker jaz dražje težje prodam. Cenejši je lažje prodam. Mi imamo zahtevne lastnike, ki želijo imeti čim večji donos in potem njih prepričujem, kako najdeti neko najbolj normalno ceno, a veste, da ne pretiravam. In tukaj imam jaz strašen problem, ker ljudem niso vi nabijate. Ne, sploh ne. Mi znižamo, kjerokoli ceno je možno, da približamo na neko realno, ampak, a veste, želje so pa drugo. Ne. Tako da jaz definitivno vidim še druge ukrepe. Ne. Ki so, recimo? Če gledam, ne bi šel rad v politiko, ampak če bi imel možnost, da sem jaz minister za en dan, kaj bi to bilo? Recimo, pa res sem poslovnež, izključno si želim samo delati, me to ne zanima. Je pa res, da če bi imel to možnost, bi naredil mogoče
pa to ne bo kritika kogarkoli, ampak samo moje razmišljanje. Se pravi, absolutno javno-zasebno partnerstvo, o katerem sem govoril. Absolutna združitev, brez fige v žepu. Z občinami in z državo. Pregledati fond državnih stanovanj, ki so prazna, kako se uporabljajo, in jih adaptirati, osvežiti in jih ponuditi na trg. Pregledati fond zemljišč, ki jih lahko ponudimo, če sem minister, in bi prosil ministra za finance, da razmisli o amnestiji za vsa stanovanja, ki se oddajajo na črno. In bi prosil ministra za finance in bi mu predlagal tudi gospodu Boštjančiču, s katerim so bila tudi na Odmevih skupaj in se mi zdi zelo se trudi, da bi znižali davek na oddajanje nepremičnin na 10%. Ne na 15%, na 10%. Če pa bi ti oddajal mladi družini, ranljivim skupinam, označenim, pa tudi mogoče še nižji davek za lastnika. Pa nujno spremeniti zakonodajo. Najemno. Se pravi, mi imamo star stanovanjski zakon, 53. člen stanovanjskega zakona, ki ščiti najemnika, slabega najemnika. Veste, ne govorimo o dobrem najemniku. Ne moreš ga vršiti ven, 2krat na let imam vstop. Lastnik rajši reče, donos imam nič, razbol mi bo, ne morem ga vršiti ven. Se pravi, najemni zakon, amnestija, pa nižji davek. To je najbolj nujno. Kaj misliš za amnestijo za stanovanja, ki se oddajajo na črno? A lahko pojasniš? Ljudje oddajajo neke stanovanje in najemniki se not mučijo, ker morajo na črno plačevati, noben mu ne zagotavlja tega odnosa, nima pogodbe, in veliko pa lastnikov, ki oddajajo na črno, ki hočejo legalizirati, sem se zdi predrago, takih jaz nimam. Kdor pri nas ne prijav na pogodbi, mi ne moramo narediti, jaz mu ne morem računa izstaviti, se pravi, ne morem pokasirati. Se pravi, jaz skozi govorim lastnikom, bolj se nam splača, pravno varnost imate, oddajte in plačite davek, in take stranke imamo mi, poučene lastnike. In veliko je pa takih ljudi, ki skriva in se potem zaradi tega črnega trga... To je slovenska folklora. Ja, se ne skrivamo se najemnikov, skrivamo tudi vse plačilo storitev. Recimo, ja, ampak vse zboljšujemo, vsi, se pravi, nismo rekorderji po dobičku, Če ste gledali na Bloombergu, so nas tudi označili, nasproti drugih agencij, mi imamo največ dobička za 20 agencij, tukaj imamo dobička mi, Se pravi, ne govorim, da kdo kaj skriva, ampak enostavno mi se res trudimo, delamo, ustvarjamo lastnike, borimo se na projektih in delamo velik promet. In plačujete veliko davkov. In plačujemo veliko davkov, ampak to nisem jaz pomemben tukaj. Se pravi, pomembni so ljudje, ki ti morajo priti do stanovanja. Jaz jih imam že zadosti. In to so me že razpel zaradi tega. Ampak pač to je moje delo, to je moje življenje. In jaz pač živim, da delam z nepremičnini, imam nepremičnine. Jih tudi zgradim za trg. Če mi jaz ne bi to delal, bi bilo še manj stanovanj. Ampak pustimo. Se pravi, ta davek, vstopni davek nakupa, ko jaz kupim stanovanje, bi bil pa še en kot od ukrepov, če bi jaz imel to možnost, prej, ko sem rekel, če bi bil za en dan minister, je pa znižana davčna stopnja na novo stanovanje, novo za mlade družine, pa ne samo za mlade družine, za vse, ki prvič kupuje stanovanje. Ampak omejeno, kdo te, ki kupujejo do zneska 400-500 tisoč. Ne nekdo, ki prvič kupuje vilo za 5 milijonov. Se pravi, za ljudi, ki prvič kupujejo, bi mogli biti brez DDV-ja, tu bi mogla subvencionirati država in najti sredstva. Kaj pa davek na drugo, tretje, peto, 25 stanovanje? Da, se strinjam. Jaz sem pripravljen plačati davek. Normalen davek, da se mi splača. Kaj je normalen davek? Glejte, mi vemo, koliko stane na USZ, če stane 0,15%. Se pravi, davek bi mogel biti, 1% ali pa kaj sem, govorim 0,5%. Stimulativen davek, da ljudje še vedno kupujejo, dajo v najem. Jaz moje nepremičnine imam vse oddane. Se tudi ta predlog ni bil slab, da se oddaja, pa da se ti davek poračuna. V Švici se ves davek poračuna. Kolikor ga zapraviš, kolikor ga se ti poračuna ves. Ta primer tega davčne reforme je pri nas previsok davek je bil, ampak da bi se obračunal, če ti oddaš, pa plačaš davek, pa daš stanovanje na trg, to je stimulativno. Ljudje bojo oddajali, bojo mogli oddajati. To je super. Ampak koliko davka? To, da ljudje zdržijo, da se jim splača in da to laufa in da ga dajo na trg. In predvsem, jaz pa mislim, da je še bolj pomembno to. Naši sosedje v Beogradu so zdaj zagotovili spet 200 milijonov sredstev v kvotah za mlade družine po res nizkih obrestnih merah, ki jih država subvencionira.
Tudi v Zagrebu, a veste, država subvencionira obresti za mlade družine in predvsem ta davek vstopni bi mogel biti 0 za mlado družino. In še država bi mogla biti garant, da se brez pologa najame kredit in to bi bili te ukrepi, ki bi zelo, se pravi najemni trg, zakonodaja, davek, amnestija, javno-zasebno partnerstvo, pa potem še davčna stimulacija, pa garant države za... In to je takoj. To se naredi takoj. A veste, javno-zasebno partnerstvo, da zgradimo nekaj rabimo čas. To, kar sem videl zdaj povedala, to se sprejmejo zakoni pol leta. Super. Za konec. Verjetno nisem bila edina, ki sem zastrigla z ušesi ob omembi vile za 5 milijonov. Koliko vil za 5 milijonov imamo mi v Sloveniji? Par vil je na trgu, jaz imam eno na let. Mislim, ni treba, da so na trgu, ampak dejansko, torej ene par. Torej bolj realno se pogovarjamo o hišah za 1 milijon evrov. Bravo, 1,2 milijona. To bi bil naš nek realni luksus. Tako da tudi stanovanja, veste, nimamo zdaj ne vem koliko stanovanj po par milijonov. Tako da ta segment pri nas ni razvit, ker ni potrebe po njemu, ker ni takih strank. Je osebni projekt, ki ga stranke same zgradijo. Najlepša hvala za tvoj čas. Skozi sem imela slabo vest, ker si ti mene vikal, jaz tebe tikala, ampak sem rekla, naj nama bo oproščeno, ker sva se tik pred oddajo zmenila, kako bo. Maja, jaz se ti zahvaljujem na ti za to povabilo, zdi se mi zelo zanimiva tema. Spet malo drugačen podcast, spet zanimiv podcast, neka recimo specifika, bi rekel, tvoja, ki pelje te zanimive teme na svoj poseben način. In sem tudi zato pristal in se mi je v čast, da sem bil tvoj gost in tudi za naprej se priporočam. Najlepša hvala. Hvala lepa. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.